Čebelarsko društvo iz Slovenske Bistrice je v soboto 19. februarja v svojih prostorih slavnostno sprejelo svojega člana, dolgoletnega predsednika in sedajšnjega podpredsednika, gospoda Norberta Jedlovčnika, ki je prav na ta dan praznoval svoj 90. rojstni dan. Najstarejši član Čebelarskega društva Slovenska Bistrica, Norbert Jedlovčnik, je v soboto 19. februarja dopolnil zavidljivih 90 let. Prav na ta dan so slavljenca sprejeli v prostorih Čebelarskega društva Slovenska Bistrica. Predsednik društva Maksimilijan Prah je starosti čebelarstva izročil jubilejno priznanje. V dar so mu tudi podarili apiterapevtski stol, ki mu bo v teh zrelih letih prišel še kako prav. Da se vsi skupaj počasi pripravljamo na pustni čas, so svojim obiskom potrdili tudi ptujski kurenci. Kot se za takšne dogodke tudi spodobi, čebelarji v brano skupaj zapojejo. Lepo je biti čebelar, član bistriške družine. To je takšna druščina, se zmeraj fajn imamo. In kako se Norbert Jedlovčnik pri svojih 90 letih spominja svojih začetkov druženja s čebelami? Bil sem star 4 leta, leta 36, ko je mama prevzela posestvo na Kostanjevci, oče postal čebeljak in od takrat naprej sem pri čebelah. In še v osnovni šoli sem bil v naložnici, ko sem prvič obiral v enem dnevu 6 strojev. Ker ata je delal v delavnici v Bistrici, čebele so rojile, jaz pa sem potem pobiral. In kako ste torej to vašo ljubiteljstvo do čebel širili na širšo okolico, torej tukaj v Slovenski Bistrici? Ja, tukaj sem potem, ko sem bil v srednji šoli, že sem se vključil. In prva taka akcija je bila preselitev čebeljaka iz stare šole, ki ga postavlja zadruga še, do nove šole, sedaj bistriške. To je bila prva taka delovna akcija društva, kjer sem to tudi vodil pa sodeloval. Radi ste zahajali torej med mlade in širili čebelarstvo med njih? Ja, najbolj ponosni sem lahko na to, da smo 3 leta z mladimi čebelarji zastopali Slovenijo v Avstriji in Češki, ko je Evropa začela organizirati to tekmovanje mladih čebelarjev. Najbolj zanimivo je bilo, ko so imeli 10 krožkarjev tekmovalo naših na državnem, so dobili 10 zlatih in vsaka zlata je dobila čebeli panj s čebelami. Tako da smo dobili 10 panjev s čebelami, so dobili naši mladi čebelari takrat skupaj vsi. In kaj tisto najbolj pomembnega človeku torej dajejo čebele, narava? O čebelah kaj povedati, je težko govoriti, ker brez čebel mi tudi življenja ne bi mogli imeti. Ker vse čebela, vsaki tretji goriz naše čebeli in kakorkoli že se trudimo okoli tega, to so vedno naše prijateljice. Seveda tudi pikajo, samo čebele navadno pikajo, če jih vznemirjamo. Kot predsednik društva v Slovenski Bistrici ste pustili pomemben pečat. Kako sedaj gledate na to vaše udejstvovanje v bistriškem tem društvu? Ja, prevzel sem predsedstvo in najtežje mi je bilo, da sem to zemljišče urejal, ki je bilo najprej v splošni lasti, potem v kombinatijovi lasti in nazadnje v občinski, in sedaj je to dano nam v najem, tako da pravzaprav mi praktično tu zdaj gospodarimo. Sem pa zelo vesel, da sem po 2 mandatih, pa sem predal palico
štafetno našemu predsedniku sedanjemu in zdaj tudi zelo uspešno vodi. Sem zelo zadovoljen, pa pomagam pač, ker lahko. Kako živeti torej naprej še z čebelami, pa tudi z delovanjem v Bistriškem čebelarskem društvu? Ja, no, jaz sem napisal že 4 knjige sem prevedel, eno sem napisal, skupaj jaz en čebelar, mariborski znan, gospod Pušnik, ga imam za brata, sva skupaj začela to zdravljenje s čebelami, s čebeljimi pridelki in to. In tako da imam dosti prijateljev imam med čebelarji, katerim sem včasih tudi lahko kaj pomagal, s kakšnimi nasveti ali pa s kakimi čebelami tudi, pa tako križem kražem. Gospod Norbert, na koncu tole vprašanje, kako torej gledate vaše delovanje naprej? Kateri so tisti smeli načrti, ki še jih morate postoriti v zvezi s čebelami, s čebelarstvom in kako v življenju torej človek dobi vse na koncu poplačano s tistim, kar pač vlaga? Ja, no, to bi težko rekli. Danes moraš biti kot čebelar že strokovnjak, veliko znati, veliko vedeti, ker prihajajo vedno novi, tako ko imamo odrasli nove viruse, tako tudi se pri čebelicah pojavljajo različni nove težave, ki zahtevajo od nas stalno izobraževanje in stalno zasledovanje, pa opazovanje. Vse sem eno knjigo prevedel, kako na izletišču lahko že kaj opaziš. Predsednik Bistriškega društva Maksimilijan Prah in ostali člani pa so zelo ponosni, da imajo v svojih vrstah tako uglednega člana. Ja, zelo smo ponosni, da imamo takšnega človeka v našem društvu, kajti njegova življenjska pot je zelo bogata, saj je pustil pečat oziroma še ga nadgrajuje v vseh transferih občine, kot šolstvo, tako kultura, ne nazadnje tudi v čebelarstvu, kjer je njegov pečat ne samo v Čebelarskem društvu Slovenska Bistrica, ampak tudi v Čebelarskem zvezi društva Maribor in Čebelarski zvezi Slovenije, kar smo seveda zelo ponosni, saj je njegovo delo z mladini obrodilo ogromno sadov, tako na domačih tekmovanjih, tako na mednarodnih, kjer je z veseljem kot pedagog nekdani popeljal mladino do, bi rekel, zavidljivih rezultatov, na kar smo seveda v Čebelarskem društvu Slovenska Bistrica zelo ponosni. Bodoči vozniki lahko odslej teoretični del vozniškega izpita opravljajo tudi na Ljudski univerzi Slovenska Bistrica. Več o tej pomembni pridobitvi nam je povedala magistra Brigita Kruder, direktorica Ljudske univerze Slovenska Bistrica. Ljudska univerza kot lokalno andragoško središče, ki se trudi približati se udeležencem izobraževanja na našem območju, je seveda takoj, ko je prišla pobuda iz strani poslanke gospe Furman, pristopila k realizaciji tega. Zanimali smo se, kaj vse je potrebno, kakšni so pogoji in poskrbeli za to, da smo ustvarili pogoje, da je center lahko prišel do nas. Seveda je Agencija za varnost cestnega prometa tista, ki določa pravila igre, bom rekla, ki so zelo stroga, gre za izpitni center, kjer velja poseben režim pristopa, gre za posebne računalnike, ki jih nihče drug ne bo uporabljal, za posebne varnostne sheme in tako je tudi prav. Varnost cestnega prometa oziroma udeležencev in nenazadnje znanje, ki jo pogojuje, se tudi nam zdi zelo pomembna in potrebna. Slišali smo, da je zaenkrat zanimanje za opravljanje tega izpita zelo veliko. Ja, res je, tudi nas je presenetilo, seveda smo skupaj z agencijo naredili nekaj ocen in izračunov, koliko bi takega zanimanja lahko bilo in računamo, da se bo še povečevalo, seveda še posebej, če bo tu nek krajši čas, ker ne bo treba tako dolgo čakati, kot je bilo to v Mariboru in nenazadnje je pomembno tudi to, da ljudje lahko v domačem kraju ali pa čim bliže domačemu kraju pridejo do te pomembne storitve. Režim pa je seveda enak, potrebno se je prijaviti na upravni enoti, izbrati mesto, ki je zdaj od 1. januarja naprej lahko tudi Slovenska Bistrica,
Bistrica in seveda potem priti na Ljudsko univerzo. Mi pa smo tu zato, da se udeleženci izobraževanja pri nas počutijo dobro in zadovoljno in enako bomo ravnali tudi seveda z našimi gosti, ki prihajajo opravljati izpite. Občinski svet občine Slovenska Bistrica se je v četrtek 24. februarja sešel na svoji 18. redni seji. Svetniki so sprejeli občinski proračun za leto 2022. Predvidenih je za slabih 31 milijonov evrov prihodkov in dobrih 41 milijonov evrov odhodkov. Načrtovana je tudi zadolžitev v višini 2,4 milijona evrov. Na predlagani proračun je bilo vloženih 5 amandmajev. 2 od njih so tudi sprejeli. Sprejet je bil amandma svetniške skupine SDS za ureditev športnega parka v Slovenski Bistrici. Sprejet je bil tudi županov amandma, da se v proračun v letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja doda nova točka, ki predvideva nakup nepremičnine na trgu Alfonza Šarha. Občinski svet je med drugim v drugi obravnavi potrdil tudi program svojega dela za to leto. V prvi obravnavi je sprejel pravilnika o urejanju in oddaji zemljišč za potrebe vrtičkarstva ter o sofinanciranju ljubiteljske kulture. Svetniki so sprejeli tudi letni program športa v občini za leto 2022. Poleg tega so potrdili nekaj investicijskih projektov, in sicer za projekte Zeleno parkirišče ter za rekonstrukcije lokalnih cest Zgornja Nova vas Ošelj, Drumlažno Novake in Kebelj Osankarica. Občinski svet je soglašal z brezplačnim prenosom gradu Slovenska Bistrica v last občine Slovenska Bistrica in potrdil osnutek pogodbe o neodplačnem prenosu ter projektno nalogo obnova in revitalizacija gradu Slovenska Bistrica. Seznanil se je tudi s projektom umestitve vetrnih elektrarn na Pohorju in z gradivom o priseljevanju tujcev na območje občine Slovenska Bistrica. Občinski svet je potrdil tudi dobitnike priznanj in nagrad občine Slovenska Bistrica za leto 2021 in soglašal k imenovanju Patricije Breznikar za direktorico knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica. Kot prvi so svojega kandidata za poslanca predstavili Socialni demokrati. Na novinarski konferenci v Centru domače in umetnostne obrti Slovenska Bistrica so kandidata podprli in skupaj z njim volilni program predstavili predsednik območne organizacije SD Slovenska Bistrica, dr. Andrej Godec, predsednica Socialnih demokratov Tanja Fajon, predsednik strokovnega sveta SD za gospodarstvo Sandi Češko in predsednik strokovnega sveta SD za razvoj Milan Cvikl. In kaj je v svoji predstavitvi povedal Tin Kampl? V zadnjih dneh, tednih sem večkrat deležen vprašanja, zakaj kandidiram. Nikoli bolj kot danes, kot v trenutni situaciji, ta odgovor ni samoumeven. Rek, katerega večkrat slišimo in verjamem, da ga moramo tudi vsi v praksi udejanjati, je, da nas bodo kot take, kot ljudi, sodila naša dejanja oziroma v mnogih primerih naša nedejanja. In danes, v razmerah, v katerih se nahaja naša družba, moramo z dejanji pokazati, da lahko in tudi bomo vodili našo državo, našo skupnost, našo družbo v boljšo prihodnost. Sam si ne želim, da bi me čez nekaj let sodili po mojih nedejanjih, torej po moji nedejavnosti v tem trenutku. Zato, ko mi je bila ponujena priložnost oziroma povabilo k kandidaturi, nisem niti za trenutek okleval, da tega izziva ne bi sprejel. Torej, kandidiram zato, ker je v naši družbi potrebno narediti spremembe, ker je potrebno se ozreti v prihodnost, ker je potrebno zagotoviti več demokracije. Nenazadnje kandidiram tudi zaradi mladih, tistih mladih, ki me navdihujejo in mi z vsakokratnim delom z njim kažejo, da je drugače in boljše možno. In kandidiram tudi zato, ker želim več priložnosti za Slovensko Bistrico. Podrobneje ne bi želel opisovati oziroma orisovati svojih preteklih izkušenj, zagotovo pa želim izpostaviti, da je precejšen del moje trenutne oziroma dosedanje kariere posvečen mladim na takšen in drugačen način. Sem bil predsednik Mladinskega sveta Slovenije, direktor Urada Republike Slovenije za mladino in trenutno raziskovalec na področju mladine, tako da poznam izzive, potrebe in pa tudi tisto, kar mladi
vidijo kot nujno potrebno, da je potrebno narediti v naši državi. Ampak to niso zgolj in samo izzivi mladih kot takih, ampak gre za izzive naše družbe in ravno to mora biti vizija naše države. Torej postaviti mlade v samo središče naših politik. Odnos države do mladih izkazuje njen odnos do prihodnosti in v Sloveniji moramo nujno ta odnos spremeniti. Mlade moramo postaviti v središče strateških usmeritev države, s tem zagotoviti jasno usmerjenost v prihodnost in pa zagotoviti njen trajnostni razvoj in mlade je potrebno postaviti v središče vseh javnih politik na vseh področjih. Socialni demokrati imamo odgovor, kako to zagotoviti, kako mlade pripeljati do točke soodločanja, jim dati moč, da bodo enakovredni partner v naši skupnosti. Volilna pravica pri 16 letih je zagotovo eden izmed takšnih ukrepov. Saj v mladih vidimo, da so enakovreden in kompetenten partner, da skupaj vodimo in upravljamo to državo. Mladim je potrebno zagotoviti tudi potrebno socialno in pa ekonomsko varnost. Potrebno je preprečiti prekarne oblike zaposlitve, zagotoviti dostojno delo. Mladim je potrebno zagotoviti kakovostno izobraževanje, da bodo ob vstopanju na trg dela čim bolj kompetentni in hkrati tudi z jasno izdelano vizijo, kako na trgu dela v odnosih graditi dodano vrednost naši državi, ki jo nujno potrebujemo. In ne nazadnje, tisto, kar je nujno potrebno, je, skupaj moramo premagati stanovanjsko krizo, katero najbolj občutijo ravno mladi. Torej, tisti mladi, ki so že na nek način osamosvojeni, vendar jim stanovanjska kriza onemogoča, da bi v polnosti zadihali zrak v svoja pljuča, da bi si lahko ustvarili svoje družine in tako kakovostno zaživeli. Preplet številnih kriz, v katerih se sooča naša družba, jih najbolj občutijo ravno mladi. In zato veliko kratko rečemo in se pri tem kaj dosti ne zmotimo, je, da so trenutna generacija mladih tista generacija oziroma prva generacija, povojna generacija, ki bo živela slabše od svojih staršev. Več izzivov oziroma več priložnosti za Slovensko Bistrico je prav tako eden izmed ključnih usmeritev oziroma točk našega programa oziroma kampanje tako v državnozborskih volitvah, kot tudi na lokalnih volitvah, ki prihajajo jeseni in dogajanje skozi celotno leto 2022. Nekaj teh predlogov smo že predstavili, tukaj gre posebej izpostaviti center oziroma ureditev doma na Osankarici, ki nam trenutno ne more biti v ponos kot pogorišče, ampak moramo tam zagotoviti vsebino. Predlagali smo vzpostavitev izobraževalnega centra. Slovenska Bistrica si tudi na področju kulture zasluži preboj, zato predlagamo modern, večnamenski kulturni center, ki bo zagotovil večjo, kakovostnejšo in pestrejšo kulturno ponudbo. En izmed projektov, ki nujno potrebuje zaključek v Slovenski Bistrici za zagotovitev kakovostnejšega življenja in pa razbremenitev centra je dokončanje celotne trase obvoznice in pa priložnost za nova delovna mesta za povezovanje gospodarstva, izobraževanja in pa znanosti je v vzpostavitvi slovenskega pilotnega centra za razvoj naprednih lahkih zlitin in tehnologij. Vizija za Slovenijo je jasna. Socialni demokrati to vizijo imamo tudi načrt in imamo tudi ekipo, kako udejanjiti. Satirično gledališče v Ščip teaterji Slovenske Bistrice je v knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica dvakrat uprizorilo literarni večer z naslovom Cel svet se zdi mi, da je vrtiljak. Marjan Krajnc in Dejan Kaland sta predstavila 19 sonetov, zapisanih v novi pesniški zbirki Draga Čoža z naslovom Žlahtno-žlehtni verzi. Nekatere skrbno izbrane sonete je uglasbil in odpel Marjan Krajnc, ostale pa je bralno interpretiral Dejan Kaland. Premiera je bila 18. februarja, repriza, katero je spremljala tudi ekipa Studia Bistrica, pa teden dni kasneje. Poglejmo si odlomka iz literarnega večera, ki je navdušil zbrano občinstvo. Veš kaj, znamo poveste dost? Mislim, to reče pesnik, ko se zbudi po tej prekrokani noči, ne? Mačka še ni čisto res, ne? Kaj se ona misli, ne, da bom tu z mano pometala? Što bi še mene, ne? Jaz nisem imam metla, da bom z mano tu pometala. Nisem jaz metla, Marjan. Jaz sem sesalec.
Boš Electrolux Vorwerk, tako si povedal. In potem se strezni, ne? Ker čisto pijan si je ne upa poklicati pesnik. In potem vzame telefon, ko uredi svoje misli, ne? Ti zdaj bom pa jaz poklical. Zdaj pa ona slišala. Opsto, ne, to je direktorca. Ne, to je bo. Zvoni. Vse, kar je imelo, je svoj red in mir čez noč postavila si ti na glavo. Celo med pajke vnesla si prepiri in tudi s papigo imaš težavo. Če kje ležijo moje nogavice, če ne menjam redno spodnji gat, ko za obuvanje ne najdeš lice, bi pred teboj pobegnil vsak obat. Med rjuhami za zdaj nekako gre. Če ravno postelja vse slabše škripa. A to v zakupu vsekakor vzeti gre, saj tudi cvet se s starostjo osipa. Kaj tuliš? Da je na preprogi flek? Oprosti, draga, sliši se en drek. Zaljubljeni par ali celo zakonca sta včasih kot pes in mačka. Vam je to kaj znano? Ne. Skupno življenje je včasih prava basen. Nastopajo kure, koze, osli, kače, Prašiči, frdamani pes, včasih celo krava. tele, včasih celo kuzle in prasice. No, ampak samo včasih, ko je zares burno. Veš, kaj je rekel Frane Milčinski ježek? Ljubezen naj gre vedno v cvet. In to zraven tudi sodi. No, vse danes je večer žlahtno žlehnih sonetov, torej tudi kdaj pa kdaj malce žlahtnih. Oziroma žlehnih. Ma, kaj je fajn špilate kitaro, ko štima. Po sobi hodiš, kakor da meni, in z vrati treskaš polovico dneva. Če kdo potrka ali pozvoni, takoj deležen je kopice gneva. Mjau, 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 au, au, au. Ko psa odpeljem zjutraj na sprehod, spustiti moral bi še prej od svirke. In ne pozabi, da je mamin god. Vrešči za mano spaka od hudirke. Mjau, 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 au, au, au. Prijatelj pa si žalostnih oči, verjetno v sebi nekaj premišljuje. Zakaj ljudje si glodate kosti, medtem ko maček skrit ga opazuje? Mjau, 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 au, au, mogoče si pa misli, to me briga, še manj kot posušena pasja figa. Je tako včasih, ne? Ampak to mora biti. Zaposleni na Zavodu za kulturo Slovenska Bistrica so na pustni torek odganjali zimo in COVID-19.
Našemili so se v grajsko godbo in se odpravili po mestnih ulicah. Med drugim so obiskali tudi občino Slovenska Bistrica in Ric Slovenska Bistrica. V razstavišču Graslov stolp v Slovenski Bistrici so v četrtek 3. marca odprli razstavo z naslovom Maske, maske, takšne in drugačne. Razstava je prva od dogodkov, ki jih v društvu Majolika pripravljajo v jubilejnem letu 2022, ko obeležujejo 20 let uspešnega delovanja. Več o razstavi je povedala predsednica društva Majolika Ljubica Zgonec-Zorko. Skrivnostne, grozljive, igrive, žalostne in vesele. Maske, kot jih nosimo vsak dan, če se to zavedamo ali pa ne. Danes jih lahko poiščemo v tem čudovitem razstavnem prostoru, Graslovem stolpu. Na ogled je 74 mask, 47 avtoric in avtorjev iz cele Slovenije in tudi iz sosednje Hrvaške, se pravi, imamo mednarodno razstavo. Večji del teh del je bil razstavljen že na tradicionalnih razstavah mask v Krapini in tudi na Ptuju. Med njimi so nagrajene maske in take, ki jih v bistvu boste vi videli prvič, ker so v zadnjem obdobju samo preko spleta in interneta se vrtele v tem prostoru. Naše društvo Majolika, Društvo keramikov in lončarjev Podravja, praznuje letos 20 let svojega delovanja. In ravno te maske, take in drugačne, je prvi dogodek, ki ga poklanjamo našim občankam, občanom, dajemo v naš kulturni prostor. Zbrane je pozdravil tudi župan občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar. V prvi A ženski keglaški ligi smo v Slovenski Bistrici videli derbi med domačim Impolom in Calcitom. V zanimivi tekmi so zmagale gostje iz Kamnika in to s 5-3. Mi pa poglejmo, kako se je razpletalo v samem srečanju. V Slovenski Bistrici je keglaški obračun prve državne A keglaške lige med Impolom in Calcitom ponudil vse čare keglaške igre. Eden največjih derbijev letošnje sezone ni bil odločen vse do konca. Na koncu so s 5 keglji razlike zmago domov odnesle igralke Calcita. Rezultat 5-3, v podrtih kegljih pa je bilo 3307 proti 3302. 5 velikih kegljev za nov par prvenstvenih točk in potrditev drugega mesta na prvenstveni lestvici. Ja, vedno so napete tekme tukaj pri vas. Tudi tekma bi se lahko razvila v eno ali drugo smer. Tokrat je bila sreča na naši strani. Bilo je težko v vseh 3 rundah, tako da smo zelo vesele, da nam je po včerajšnjem porazu da smo se zbrale in da smo odigrale, dali vsaka svoj maksimum in na koncu je bilo to dost. Imamo pa še vedno 3 težke tekme, tako da tekmo po tekmo treba je vse 3 zmagati, če hočemo osvojiti prvo mesto v ligi. To je tudi ciljno, to so tudi želje, da bi bile prvič prve v prvi A slovenski ženski ligi. V prvem obračunu sta igralki Impola nastopili polovično uspešno. Medtem ko je Maja Plavčak zmagala, je morala Lucija Kunčič priznati premoč nasprotnici. Malo smo upale, da bi zmagale, zmanjkalo nam je malo keglaške sreče. Če bi se ocenjevalo danes navijanje, bi definitivno zmagale. Glede na to, da smo pa imeli včeraj tekmo v Tržiču in smo prišli nekaj danes zjutraj, okrog 12:30 zjutraj domov komaj, še vse utrujene, pa ni bilo časa za regeneracijo. Dobro. Jaz sem danes kar zadovoljna s svojim keglanjem. Res pa je škoda,
da je zmanjkalo teh 5 keglov, ki je res malenkost na tem derbiju, res malo sreče so imele tekmovalke Calcita, kar pa mi danes žal nismo imele, ne. V drugem ogledu moči na kegljanški stezi sta za Impol igrali Špela Kunčič in Ksenija Detiček. Obe pa sta keglišče zapustile sklonjenih glav in tako omogočile vodstvo gostjam v tekmi s 3-1. Zadnji par domače vrste, trenerja Silva Kunčiča, pa sta bile Barbara Jorančič in Petra Pečovnik. Obe sta lovile zmago in manj kot 35 kegljev. Ko je že kazalo, da bodo Impoljčanke slavile sladko zmago, pa se je prav na zadnji stezi zalomilo. Barbara in Petra sta v odločilnih trenutkih klonile in to samo za razliko 5 kegljev. Nažalost, bilo je zelo težko, borile smo se zdaj z Barbaro na koncu, točke smo pribolile, ampak zmanjkalo nam je tistih 5 kegljev, da bi lahko bila zmaga na naši strani. Ja, zdaj trenutno imamo 2 kola fraj, smo proste, tako da 26. marca še odigramo zadnjo tekmo proti Brestu. Zdaj bojo malo lahki treningi, malo počitka, da se spočijemo, pol pa gremo dalje, da vidimo, kaj se bo nadaljevalo pa zgodilo naprej. Impoljčanke so tako še ne v 24 urah zabeležili v petek zmago v Tržiču z Ljubeljem in v soboto poraz doma s Calcitom. S tem so zamudile prvo mesto na lestvici, vendar pa so kljub polovičnemu izkupičku še vedno na visokem 3. mestu. S tem, da imajo že v tem trenutku zagotovljeno evropsko jesen. Ja, malo bom rekla tako po domači, požrešne smo postale, ne, ciljamo na prvo, mislim, želja je že vedno prva, to je le neka elita, ne, že tako prva A liga je že sama elita, med prvo mesto pa še toliko bolj, ne. Prvo smo rekli, sreča zadovoljne bomo s 3. mestom oziroma vsaj z medaljo, zdaj pa že malo ciljamo više, kar pa mislim, da še vedno nismo rekli zadnje, še vedno imamo možnost, glede na to, da so še težke tekme pred njimi, drugimi ekipami, mi imamo, mislim, da malo lažje še eno tekmo doma, tako da vse je še v zraku. V 3. košarkarski ligi Vzhod smo v Slovenski Bistrici spremljali košarkarsko tekmo med domačo Bistrico in Calcitom iz Kamnika. Po rednem delu se je tekma končala z rezultatom 67-67. O podaljšku pa so nato slavili gostje in zmagali z 78-77. Varovanci trenerja Mateja Bakšiča v beli športni opravi so v tekmi 3. državne lige Vzhod proti Calcitu na domačih tleh zamudili veliko priložnost za pomembno zmago v tej ligaški konkurenci. Bistričani so namreč minuto in 20 sekund pred koncem tekme pri rezultatu 65-66 imeli 3 proste mete po prekršku nad Vidom Hrovatom. Omenjeni igralec pa je zgrešil vse 3 mete. Pri rezultatu 67-67 pa je imel za zmago 4 sekunde pred koncem 2 prosta meta Patrik Kaukler. Žal pa pri teh poizkusih žoga ni našla poti skozi obroč in namesto zmage domačih je tekma odšla v izenačen podaljšek 5 minut. Bistričani so vodili 73-72 in nato še 75-72 po lepem košu Jake Kološka. To pa je bilo tudi vse. Na koncu so se tesne zmage z 78-77 veselili košarkarji iz Kamnika. Košarkarji Calcita so vodili skoraj celoten potek tekme. Prvo četrtino so dobili za 10 točk 24-14. O polčasu je bil rezultat 40-32. Po tretji četrtini je bil utenek številk na semaforju 59-51. Zadnjo četrtino pa so z 8 točkami razlike sebi v prid uvrnili košarkarji iz mesta Aluminija. Pri domači ekipi sta največ točk dosegla Vid Hrovat 19 in Patrik Kaukler 15 točk.